Vezano z drugimi področji in je porazdeljeno po različnih sektorjih makroekonomije. Mnogi manjši deli, ki so skriti v manj očitnih gospodarskih aktivnostih, se pogosto ne upoštevajo in je gospodarski prispevek merodajno podcenjen. Na evropski ravni je bila izvedena študija, ki je zajemala skupno 30 evropskih držav in kjer so na izčrpen način obravnavali vse vidike. Cilj te študije je bil vidno prikazati celotno bruto dodano vrednost gozdarstva in lesarstva. V njej naj bi zajeli vse neposredne, posredne in sprožene učinke. Povzeto lahko rečemo, bruto dodana vrednost zaradi gozdarstva in lesarstva znaša v Evropi okrog 1,1 bilijona evrov in po vsej Evropi zagotavlja cirka 17,5 milijona delovnih mest. 17,5 milijona delovnih mest pomeni, da je vsako 16. delovno mesto v Evropi neposredno ali posredno povezano ali zasidrano s gozdarstvom in lesarstvom. Za Avstrijo to pomeni, da spravimo kot surovino 26 milijonov kubičnih metrov lesa vsako leto iz avstrijskih gozdov, da nudimo 300 tisoč delavcem, nudi lesarstvo v Avstriji delovno mesto, 172 tisoč avstrijskih podjetij dela z lesom kot surovino, 5300 mladih pravkar upravlja vajeništvo v lesni panogi, lesarstvo nudi na izbiro več kot 20 vajeniških poklicev. Cenjene dame in gospodje, če pomislimo, zmanjšanje sečnje lesa za 1% bi povzročilo zmanjšanje bruto dodane vrednosti za 10,3 milijarde evrov in bi izgubili okrog 162 tisoč delovnih mest. To še bolj poudarja pomembnost mednarodnega lesnega sejma in še več točk pridobivamo z našim programom spremljajočih prireditev in z razstavno ponudbo. Rad bi vam podal pregled našega programa spremljajočih prireditev, ki se mu vedno radi odzove veliko število obiskovalcev. Tradicionalno začenjamo našo prireditev z otvoritvijo in sicer v sredo 28. avgusta. In vsak dan začenjamo sicer tekmovanje z motornimi žagami, z gozdnim športom ob 14. uri na razstavnem prostoru na prostem. Nadaljuje se program potem v četrtek in sicer s prireditvijo v organizaciji lesnega grozda, kjer je predstavljen tudi prostor z inovacijami. Prav tako bo potekalo v četrtek 29. avgusta strokovno zasedanje o lesni gradnji v organizaciji Tehnične univerze v Gradcu. In potem se dan konča z Wood Lake festivalom in sicer se tu srečajo najpomembnejši akterji iz lesne panoge. V petek 30. avgusta bomo začeli z mednarodnim lesnim zborovanjem in sicer ob 10. uri. V petek 30. avgusta bomo zaključili z zasedanjem strokovne skupine Deželnega obrtnega združenja lesnih graditeljev in seveda tudi v prijetni družbi prireditve Kozarček v družbi tesarskih mojstrov, kjer se zberejo o prijetnem druženju vsi iz stroke. V soboto, zadnji dan sejma, bomo začeli z deželnim zborovanjem kmetov lastnikov gozdov in sicer ob 9:30. In nenazadnje tudi naša glavna tema prireditve, torej lesnega sejma, bo zasedanje ekološkega transportnega gospodarstva in sicer ob 14. uri na sejmišču. Dame in gospodje, kot vidite, si je cilj prireditve Mednarodni lesni sejem, je bil cilj okvirnega programa, da smo nosilec trendov in vodilni v panogi, strokovni obiskovalci iz evropskega gozdarstva
lesarstva, predvsem pa iz prostora Južne in Vzhodne Evrope cenijo to kakovost tega mednarodnega lesnega sejma. O razstavnih področjih in priznanih razstavljavcih pa vam bo z veseljem podal informacije gospod Karel Placer. Tudi z moje strani lepo dopoldne tukaj v čudoviti Ljubljani. Mednarodni lesni sejem Celovec se je izkristaliziral kot strokovni center za les za srednjo in jugovzhodno Evropo in bo letos potekal 57. v Celovcu. Dobro se zavedamo, da tako gozdarstvo nasploh in kmetovalci, lastniki gozdov, zlasti kot proizvajalci surovina, tudi seveda žagarji, mojstri lesene gradnje, mizarji in številni lesno-predelovalni obrati opravljajo pomembno in s tem neobhodno potrebno socialno funkcijo. Gozdarstvo in lesarstvo zagotavljate na tisoče delovnih mest in sta v določeni meri zato tudi prispevek našega gozda k blaginji. Was die Forstwirtschaft sowie die Holzverarbeitung betrifft, können wir mit Freude... Kar se tiče gospodarstva in predelave lesa, lahko z veseljem povemo, da smo se v Celovcu razvili v nezamenljiv strokovni center, ki ga spoštujejo in priznavajo domači in tuji strokovnjaki. Razstavni program v Celovcu je edinstven in sicer mi predstavljamo celotno verigo dodane vrednosti od spravila iz gozda do končnega proizvoda. Na mednarodnem lesnem sejmu v Celovcu, in to nas zelo veseli, se bo zopet predstavilo preko 500 razstavljavcev iz 20 držav na 50.000 kvadratnih metrih razstavnih površin. Razstavljavci prihajajo iz 20 držav, to pomeni, kar je za nas zelo pomembno, da več kot 45% razstavljavcev prihaja iz tujine. Letos bomo lahko v Celovcu pozdravili tudi številne nove razstavljavce, kar kaže, da je sejem velikega pomena za panovo. V 4 dneh sejma pričakujemo več kot 21.000 obiskovalcev v Celovcu in sicer obiskovalcev iz stroke. Razstavna področja so poleg teme les in gradnja še žagarska tehnika, energija biomase in tehnika mletja, gozdarstvo, zelo pomembno tudi, kar spada v gozdarsko shajališče za lov, torej zbirališče za lovce in lovske teme, tematsko tržišče, sejma pa je tudi področje transporta in logistike. Ena cela hala, sejemska dvorana je posvečena temi les in gradnje. S to sejemsko temo, torej les in gradnje, želimo biti prizorišče za mojstre lesene gradnje, torej tesarje, tako v Avstriji kot tudi srednji Evropi. Razstavna ponudba na tem področju sega od gradbenih materialov in sistemov za gradnjo z lesom, pritrjevanja, vijačenja in shajanja, računalniško podprte tehnologije, načrtovanja strojev in orodja, tesarske tehnike, delavniške opreme, barv, žerjav, logistike in do lesno-obdelovalnih strojev. Seveda bodo mojstri lesene gradnje avstrijske Koroške zastopani na lastnem razstavnem prostoru. Mojstri lesene gradnje, nekoč imenovani tesarji, bodo podali tudi informacije o svojim stanovskim kolegom. Mojstrom lesene gradnje bodo podali informacije o novih trendih. Nadalje je prisotna tudi avstrijska žagarska industrija. To razstavno področje bodo podprla številna domača in tuje strokovna združenja ter Zvezno združenje lesene gradnje Avstrije. Pod motom vijačenje, spajanje, popravljanje lesa bodo na sejmu les in gradnja v Celovcu dobavitelji opreme uprizorili nov format svojega sejemskega nastopa in sicer ne samo statično bo možno si pogledati te naprave, temveč jih bo mogoče tudi v praksi preizkusiti.
Es ist uns gelungen, den führenden Werkzeughändler Österreichs S vodilnim trgovcem orodja v Avstriji, firmo Švic, bomo Celovec privedli svet orodja občinstvu iz stroke, se bo v sejemski dvorani 5 na razstavnih površinah v velikosti 2500 kvadratnih metrov predstavilo več kot 50 podjetij. Celovita ponudba, ki sega od visokotehnoloških samospravljalnikov do enostavnih strojev za spravilo lesa, bo še dodatno poudarila pomen mednarodnega lesnega sejma za gozd in gozdarstvo. Poleg predstavitve strojev, kjer bodo pokazali vozove za spravilo lesa, tehniko žičnih žerjavov in gozdarske traktorje, bodo predstavili tudi temo varnosti pri delu in pripadajoča zaščitna oblačila. Nadalje bodo kot razstavljavci zopet prisotni ponudniki mobilnih sekalnikov, kjer bodo obiskovalcem pokazali stroje v popolnem obratovanju. In vse skupaj zaokroža najpomembnejša tema, ki je tudi poudarek, tematsko težišče letošnje prireditve, namreč tema transport in logistika. Tukaj sega ponudba v terenskih transportnih vozil, posebnih nadgradenj in prikolic za tovornjake do kontejnerjev in okolju prijaznih prevozov po železnici. Nadalje bodo predstavljeni tudi nakladalni žerjavi viličarji, celotna oprema viličarska ter posebni hali različni tovornjaki, podjetje Resenik bo zastopano in sistemi nadgradenj za prevoz lesa. Und der wohl sehr wichtigste Ausstellungsbereich ist bei uns, und da sind wir sehr stolz, das gibt es in Zelo pomembno in tudi zelo veliko razstavno področje, na katerega smo zelo ponosni, zajema tudi tema žagarske tehnike in oplemenitenje lesa. Res lahko s ponosom povemo, da na tem področju boste v Celovcu videli celotno panogo zastopano. Tako stacionarne žage bodo predstavljali, kot tudi v praktični uporabi pokazali mobilne žage v popolnem obratovanju. Razstavna ponudba na področju energije, biomase in okoljske tehnike bo tudi letos ponovno segala od tehnike zgorevanja do tehnike mletja. Ponudniki bodo predstavili na tem področju tehnike na področju cepanja, mletja in zgorevanja. Prav tako, kot smo že omenili, imamo letos cono inovacij in sicer v sodelovanju z grozdom Big Building Innovation Cluster iz Linca, forumom lesne gradnje, forum Holzbau in predstavili bomo razstavo dosežkov inovativnih dobaviteljev, zagonskih podjetij, proizvajalcev ter raziskovalnih institucij. Ker tematsko tudi sovpada z dogodkom, se v Celovcu smo se odločili, da bomo se posvetili tudi temi lova in sicer poudarkom na lovu, mesto srečanja za lovce. Und das Ausstellungsspektrum reicht hier eben, also haben wir wirklich von Razstavna ponudba pa sega od lovskega orožja in optičnih naprav, lovskih in zaščitnih oblačil do društev ter vozil za brezpotja. V coni B na prostem bomo organizirali nov prireditveni prostor in sicer pod sektorom skupaj z gozdarsko šolo Osoje in avstrijskim združenjem gozdarskih podjetij bomo organizirali šov Timbersport. Avstrijsko združenje gospodarskih podjetij drvarjev se bo posvetilo temi varnosti pri delu v gozdu. Na kraju samem pa bo tudi simulator za sečnjo, ki ga bodo tam lahko obiskovalci upravljali tudi sami. Prav pomemben razstavljalec je tudi gozdarska šola Osoje, ki bodo demonstrirali, kako dejansko poteka delo v gozdu. Prav tako imamo tudi v Celovcu razstavljalce iz Slovenije in sicer je to podjetje Adriared, ki bodo skupaj v sodelovanju s firmo Grüner predstavili občinstvu na sejmišču mobilno hišo, fiksno gotovo postavljeno. Prisotna bo tudi firma Megor s svojimi mobilnimi žagami. Zraven bo tudi ena najzvestejših strank, firma Ledinek.
dann mit ihren S celotnim gozdarskim programom bo zastopana tudi firma Krpan. Poleg Negorja je pomembna firma z mobilnimi žagami tudi firma Bravor. Prisotna bo tudi firma Veriga s snežnimi verigami in opremo za gozdarstvo. In na področju zlagarstva še firma Smarty Wood Scanning, ter bodo pokazali merjenje, sortiranje in obdelavo hlodovine. Dejansko se vidi, da se vse na temu lesa sreča na mednarodnem lesnem sejmu 24 v Celovcu. In dejansko sedaj lahko poročamo, da smo zares ponosni na les v Celovcu. Danke für die Aufmerksamkeit.